Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici, ki jo poklanjam tudi malce starejšim, bomo spoznali, kako lahko ljubezen izrazimo na poseben način. Namreč odšli bomo v deželo, v kateri moraš besede, preden jih izgovoriš, kupiti. Ja, zelo srčna pravljica je pred nami, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Dežela velike tovarne besed. Nekje daleč je dežela, kjer ljudje le redko govorijo. To je dežela velike tovarne besed. V tej čudni deželi moraš besede kupiti, da pa jih lahko izgovoriš, jih moraš pogoltniti. Velika tovarna besed neumorno tiska besede noč in dan. Stroji ves čas ropotajo in iz njih se vijajo trakovi neštetih besed vseh vrst in oblik. V tej nenavadni deželi je govoriti drago. Nekatere besede so več vredne od drugih. Privoščijo in izgovorijo jih lahko le redki premožni prebivalci. Revni ljudje pa morajo včasih prebrskati celo smeti. Vendar nemarno odvržene besede niso kaj prida. Marsikdaj se med smetmi najde kakšna kot kravjak ali konjska figa. V času razprodaj lahko besede kupiš po znižani ceni in dobiš jih zares ugodno. A kaj, ko je veliko takih, ki so popolnoma neuporabne? Le kaj lahko poveš z besedo trebuhljač ali filodendron? Sem in tja kakšno besedo odpihne veter. Takrat otroci hitro skočijo po mreže za metulje in jih lovijo. Zelo ponosni so, če lahko staršem povedo besedo ali dve. Filip je tokrat v svojo mrežo ulovil 3 besede, a jih danes ne bo izrekel. Prihranil jih bo za nekoga prav posebnega. Jutri je namreč Sarin rojstni dan in Filip jo ima zelo rad. Želel bi ji reči, rad te imam, pa nima dovolj denarja. Zato ji bo povedal kar tiste 3 besede, ki jih je ulovil: češnja, prah, stol. Sara je njegova soseda. Filip pritisne na zvonec. Ko odpre vrata, se deček le nasmehne, saj ne more pozdraviti. Živjo, kako si kaj? Ker nima toliko besed. Sara mu nasmeh vrne. Zelo lepa je v češnjevo rdeči oblekici. Za njo stoji Oskar in Filip Oskarja ne mara. Njegovi starši so prav nesramno bogati. A to ni razlog za Filipovo sovraštvo. Oskar se ne smeji. On govori: Saro, ljubim te z vsem srcem, draga Sara. Ko odrasteva, vem, da se bova poročila. Ojoj, v tem stavku je toliko bogatstva. Filip je obupan.
Oskarjeve oči kar žarijo od samozavesti, Sara pa se še naprej smehlja. A Filip ne ve komu. Deček pomisli: moje besede so tako preproste. Vendar zbere pogum, globoko vdihne in začuti vso ljubezen, ki jo nosi v srcu. Nato dahne ulovljene besede, ki zaplavajo k Sari kot mavrični metulji v letu. Češnja, prah, stol. Nasmeh na Sarinem obrazu izgine in začudeno ga pogleda. Zdi se, kot bi ostala brez besed. Nato se mu počasi približa in ga plaho poljubi na lice. Ubogemu Filipu je ostala le še ena samcata besedica. Nekoč jo je našel v smeteh med kravjaki in konjskimi figami. Njegova najljubša beseda je in hranil jo je prav za posebno priložnost. In danes je ta dan. Nežno pogleda Saro v oči in reče: še. Nedvomno pravljica, ki seže v srce. Kaj ne? Namreč besede, ki jih povemo iz srca, povedo mnogo več, kot je njihov pomen. Dotaknejo se naših src. In bogat je tisti, ki ima širok besedni zaklad. In ravno zato sta branje in poslušanje tista, ki nas bogatita. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste spoznali, kakšno moč imajo besede. Ali pa prisluhnite pravljici z naslovom Žal mi je, v kateri boste spoznali najboljša prijatelja, ki sta se sprla. Ako sta se iskreno in srčno opravičila drug drugemu, je bilo ponovno vse v najlepšem redu. Otroci, uživajte, lepo se imejte, bodite srčni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja, bravo, Filip. Čudovita pravljica, res.